Najprej lepo pozdravljeni vsi skupaj in predvsem zahvala seveda celjskim organizatorjem, teozofom za povabilo. Tukaj nastopam v vlogi predstavnika gibanja Svetovni etos Slovenija, ki smo ga ustanovili leta 2012, torej pred 4 leti. Sem eden tistih, ki sem se in se še vedno aktivno ukvarjam z tovrstnimi vprašanji tako na fakulteti, ker predavam na oddelku za filozofijo, kot tudi sicer znotraj gibanja samega. Eno vprašanje, a se to snema? Moram biti zraven mikrofona ali se lahko oddaljim od tega pulta? Da se lahko gibate okrog tega srebrnega. Tako. Okrog tega srebrnega, se lahko vrtim. Prostor vas bomo pa prosili. V redu, hvala lepa. Skratka, kot predstavnik Svetovnega etosa sem tukaj zato, da na kratko spregovorim o določenih temah, ki so še kako povezane z temo, ki nas danes povezuje, to je razmerje Svetovnega etosa in miru. Rekel bi najprej takole, zakaj sem se odločil za temo, ki ima naslov, ne vem, če je to, ki je bilo zapisano, naslov etos človeka, etos sveta. Razlog za to izbiro je relativno preprost, ima nekaj opraviti za skovanko Svetovni etos. In pri svojem pisanju o Svetovnem etosu sem precej pisal, še vedno pišem in o tem precej predavam, ne samo na fakulteti. Vedno znova opažam, da imamo ljudi relativno velike težave oziroma da obstajajo velika nesoglasja, različna mnenja, kaj sploh etos pomeni. In dokler ne vemo, kaj pod pojmom etos mislimo, oziroma dokler imamo pod to nenavadno enigmatično besedo zelo različne predstave, se je težko smiselno plodno pogovarjati o etosu ali svetovnem etosu, kaj šele, tisto, kar nas najbolj vse skupaj zanima, kaj šele, da svetovni etos udejanjamo, ga živimo in si posledično potem prizadevamo za svetovni mir ali pa vsaj mir v nekem ožjem okolju, znotraj katerega živimo. Kaj pomeni etos? Ne vem, če ste bili kdajkoli seznanjeni s tem ali so te morda brali. Etos je predvsem beseda, ki izhaja iz grškega antičnega jezika. In tisto, kar je zanimivo pri pojmu etosa, je to, da poznamo dva osnovna zapisa in tudi dva različna pomena pojma etos. Prvič, etos pomeni, piše se z grško eta, z oskim ejem, pomeni običaj, pomeni navado, pomeni šego. Skratka, če bi izhajali iz tega pojma etosa, potem etično deluje tisti ali etično misli tisti, ki se drži določenih običajev, določenih navad, danes bi temu rekli določenih moralnih norm, ki so del nekega kulturnega prostora, nekega moralnega prostora, skratka nekdo, ki se drži bontona, ki se zna lepo obnašati in tako naprej. Skratka, gre za neka zunanja merila, zunanje norme. Ne kravi, ne laži, spoštuj starejšega, spoštuj in pomagaj obolelim in ostarelim in tako naprej. Vse tisto, kar nam skuša naša družba, naša kultura, starši, ki nas vzgajajo, položiti v zibelko, zato da bi potem se lažje socializirali in ravnali v nekem okolju. Skratka, v tem smislu z etosom povezujemo vse tisto, kar je del določenih tradicionalnih norm, tradicionalnih pravil obnašanja. Ima torej nekaj opraviti z neko zunanjostjo, lahko bi rekli z neko družbenostjo. V tem smislu se že kaže neka svetnost, skratka etos kot del neke kulture, nekega sveta, v katerem smo, struktura pravil, neko omrežje pravil, znotraj katerega človek približno ve, kako se mora obnašati do drugih, do samega sebe, zato da drugim in samemu sebi ne povzroča težav, ali pa seveda, če gremo naprej, da ne vzpostavlja pogoje možnosti, nasilnega sveta. Seveda je za tem pojmom etosa povezan nek avtomatizem. To pomeni, da se mi naučimo določenih norm, redko pa potem o teh normah premišljujemo, jih ponotranjamo. O tem smo se preprosto navadili, skoraj z nekim pogojnim refleksom. Znotraj situacij, posameznih situacij se dokaj avtomatično odzivamo na to, kaj smemo in česa ne smemo. Skratka, neke vrste avtomatizem je s tem povezan, neka povnanjenost, neka družbenost, neka obča struktura, glede na katero mi kot posamezniki nismo vselej, glede na katero nismo vselej, da tako rečem, upisani v samo strukturo tega, kar se dogaja in zakaj se tako dogaja, kot se dogaja. To je prva plat. Zdaj, bolj zanimiv je drug pojem etosa, ki se prav tako piše etos, ampak za širokim to je grška črka eta. In ta etos pa pomeni nekaj drugega, pomeni dostikrat tisto, kar si pogosteje predstavljamo pod pojmom etos, pomeni karakter, pomeni značaj, pomeni prvotno, pomeni etos za širokim ejem celo bivališče, ne samo človeka, temveč tudi živali. Skratka, bivališče v smislu, da gre za nek notranji prostor, lahko bi temu rekli notranji prostor duha, v katerem vznika, v katerem se oblikuje, v katerem raste človekovo ponotranjeno, ozaveščeno, tudi kritično razmišljanje, kritičen odnos,
tudi do vsega tistega, kar se skriva v prvem pojmu etosa, ki smo rekli, da je bolj družben, da je bolj sveten, da je bolj obči, bolj socialen, kulturno pogojen in tako naprej. Skratka, v tem drugem pojmu etosa vznika neka človekova individualnost. Če je prvi pojem vezan bolj na svetnost, na občost, na družbenost, je ta drugi pojem vezan na individualno, osebno, prebujeno, ozaveščeno, ponotranjeno, tudi bolj kritično, tudi bolj dinamično, nekaj, kar dostikrat pri ljudeh pogrešamo, pravimo. Sicer se nekateri ljudje držijo osnovnih pravil in potem pravimo, da so moralni. Ta prvi pojem etosa, morda lahko že zdaj povem, je dostikrat povezan z nekim sistemom moralnih norm, moralnih vrednot. To se da ne bom spuščal, ampak morala, da ne bo kakšnih nesoglasij ali pa nejasnosti. Morala je preprosto latinski prevod grškega pojma etos. Zato se pogosto oba pojma mešata, kar ni nerazumljivo oziroma ni povsem čudno, se pa na nek način spostavilo neko razmerje, neka navada, da z moralom mislimo sistem splošnih norm, običajev, pravil, smernic, načel in tako naprej, tudi Božje zapovedi, svetega pisma in tako naprej. Vse to je del nekega moralnega prostora. Hočem zdaj reči, da v tem drugem pojmu etosa, za širokim pa imamo opravka z nečim osebnim, individualnim, nekaj, kar je lahko celo kritično in dostikrat je kritično do teh zunanjih občih norm, ki smo jih sprejeli preko tradicije, preko religije, preko tega ali onega svetovno-nazorskega sistema, ki mu pripadamo. Vsak sistem ima lahko svoje moralne norme. Etičnost človeka in ta etičnost je povezana s tem drugim pojmom etosa, pa ima nekaj opraviti torej z neko odprtostjo, z neko ponotranjenostjo, z neko kritičnostjo, z neko distanco do tega sveta, v katerem živimo. Skratka, etos sveta je obči prostor, v katerem živimo, etos človeka pa je ponotranjeni prostor osnovnih vrednot, ki smo jih ponotranjili in v skladu z njimi živimo. V tem smislu ta drugi pojem etosa dostikrat gre v smer oblikovanja vrlin pri posameznem človeku. Skratka, dostikrat opažamo, da ljudje imamo vrline ali nimamo vrlin. Imamo izgrajen osebnostni karakter ali značaj ali tega nimamo. Vse to je povezano potem z tem drugim pojmom etosa. Tisto, kar je zanimivo, povedal bom neko zgodbo, ki jo morda tisti, ki poznate vsaj malo zgodovino filozofije, poznate ali se zanjo slišali, gre za Sokratovo usodo. Sokrat je bil eden prvih velikih filozofov in vemo, da je bil obsojen na smrt. Sokrat je bil obsojen na smrt, država, lastna atiška država, zatem ga je obsodila na smrt z obtožnico, da kvari mladino oziroma da ne spoštuje grških bogov. Kaj to pomeni? Zakaj je do tega prišlo? Sokrat je namreč hodil okrog po grških trgih in učil mladino, učil vse, kako je treba misliti, kako je treba ohranjati kritičen odnos do družbe, hkrati pa seveda izhajati iz nekega primarno dobrega. Skratka, imeti zavest o tem, kaj je dobro in glede na to zavest o dobrem presojati, ali so družbene norme, v katerih živimo, res takšne, da jim kaže slediti, ali bi morda kazalo občasno tudi spremeniti, dopolniti, zato da bi bil svet, v katerem smo vendarle boljši in uspešnejši in bi bili v njim bolj zadovoljni, bolj srečni in podobno. Skratka, Sokrat zaradi tega, ker se zoprstavi občemu redu, temu etosu sveta, ker se zoprstavi navadam, običajem, pravilom atiškega etosa, je deležen obsodbe na smrt. In to so obsodbo sprejme brez kakršnihkoli težav, brez kakršnihkoli pomislekov, zavedajoč se, da se je zoprstavil nekemu legalnemu javnemu redu. Kaj za to pomeni? Če izhajamo iz obeh pojmov etosa. To pomeni, da je v imenu osebnega, ozaveščenega, kritičnega, ponotranjenega, v vrline oblikovanega etosa, da se iz tega zoprstavil javnemu moralnemu sistemu svoje družbe in da je zaradi tega moral to plačati z svojim lastnim življenjem. Če boste rekli, da to nekaj zelo nenavadnega, ni, to se pogosto dogaja. Tudi če pogledate zdaj znotraj religij, usoda Jezusa Kristusa je pravzaprav identična. Gre za odnos osebnega, prebujenega, v sebi občutenega Božjega kraljestva, kar je povezano s tem etosom kot bivališčem, in na drugi strani občim redom znotraj recimo krščanske religije, občim redom takratnega časa, ki je vezan na judovsko, farizejsko moralo, ki jo Kristus podvrže kritiki. Zaradi tega, ker je neko javno moralo podvrgel kritiki iz pozicije nekega osebnega, občutenega in prebujenega etosa, je tudi on to dejstvo, ta korak plačal z lastnim življenjem. To se potem dogaja seveda tudi znotraj drugih področij, tudi znotraj znanosti, če pomislite na Giordana Bruna, tudi on se je zapostavil nekemu javnemu
redu, vednosti, spoznanja in tako naprej in je bil zaradi tega obsojen na smrt. Tudi znotraj zgodovine literature, recimo, če pomislite na Antigono in številni primeri kažejo na ta razpon, na to tragičnost pravzaprav, na to dinamičnost, konfliktnost tega razmerja. In tisto, kar je zdaj pri tem pomembno, kar bi vam rad povedal, je, da je vprašanje etosa v sebi, pravzaprav nekaj zelo dinamičnega, nekaj zelo dialektičnega, konfliktnega in pogosto tudi tragičnega. Ker tisti, ki si upa, tisti, ki si drzne z pozicije svojega lastnega ozaveščenega etosa, pri čemer ozaveščeni etos ne pomeni, da lahko vsak misli, kar hoče, ne? To je za dodatna težava, v katero se tukaj ne bom spuščal. Skratka, kaj pravzaprav je ozaveščeni etos? Kaj je tisto, kar strukturira naša osebna prepričanja, ki bi lahko veljala za vse? Ne? Skratka, iz tega osebnega etosa, kakor hitro se zoprstavimo nekemu javnemu redu. Še toliko bolj, če ta javni red, bom rekel, vojaško, militantno, ideološko, zelo togo organiziran, lahko pričakujemo, da bo nastal konflikt. V tem smislu je človekova zgodovina polna tovrstnih konfliktov, ki so pravzaprav konfliktnost teh dveh polov etosa, družbenega, javnega, kulturno posredovanega in osebnega, privojenega, kritičnega, ponotranjenega in tako naprej. V tem smislu je etos nekaj v sebi dinamičnega in pogosto konfliktnega. To je treba vedeti. Nek še starejši filozof, Heraklit, gotovo ste zanj že slišali, je govoril, v enem fragmentu pravi etos antropodaimon. In zapiše etos s tem širokim ejem, skratka etos kot ta ponotranjena, karakterna, značajska drža. Ne? Etos antropodaimon pomeni toliko, kot če bi zatoporovali, etos je človekov daimon. Daimon v grščini pomeni nek božanski duh v nas samih, neka duša, obča duša, skratka, lahko bi rekli, danes bi to prevajali kot neke vrste notranji glas ali vest. To je še vedno ostalo kot naša vest. Skratka, nek notranji glas, ki nam govori, ki nam včasih šepeta, kaj je prav, kaj ni prav. Vemo, da je problem vesti danes na nek način odrinjen, pravzaprav niti ne vemo, kaj to vest je, niti nismo prepričani, ali tistemu glasu, ki nam govori, ki nam šepeta, lahko zaupamo ali ne, ali je to del neke vzgoje, ki smo jo dobili, ali je to dejansko nekaj več, kar presega neko kulturnost, v katero smo bili umeščeni. Skratka, ta etos antropodaimon bi potem lahko preverili tudi, da je etos pravzaprav prebivališče Boga v nas samih. Skratka, ta etos kot prebivališče je mesto, kjer prebiva Bog v nas, skratka nekaj, kar presega občo kulturnost, to medsebojno dogovarjanje, iskanje konsenzov, lahko pa tudi rečemo, da je to mesto Božjega glasu v nas, etos antropodaimon. In v tem smislu, da je to mesto glasu, lahko potem govorimo, kot sem prej dejal, o naši vesti, ki nam šepeta, skratka nek notranji glas. Tudi Sokrat je pravzaprav vedno znova govoril, takrat, ko je njegov razum prišel do končnih meja, takrat se je vedno znova sklicoval na svoj notranji daimonion. Ta daimonion je božanstvo, skratka, spet bi lahko rekli, je ta notranji glas. Če mislite, da je to nekaj zelo, bom rekel, metafizičnega in tako naprej, nekaj, kar ni več aktualno, vas naj spomnim ali opozorim na to, da je koncept človekovega dostojanstva. In sami veste, kakšno vlogo igra dostojanstvo v sodobnem svetu, naši, tako imenovani zahodni, demokratični kulturi, vse od francoske revolucije naprej, da je pojem človekovega dostojanstva pravzaprav prevod starih religijskih predstav, da je človeku lastna neka notranja božanskost. Nekaj, kar ga dela za nedotakljivega, nekaj, kar ga dela za neko konstitutivno vrednoto, pred katero se moramo ustaviti, ga moramo spoštovati in tako naprej. Če ne bi imeli tega koncepta dostojanstva, pravzaprav ne bi mogli oblikovati noben pravni red v zahodni strukturi. Nedotakljivo človekovega dostojanstva. Ne vemo točno, kaj to dostojanstvo je. Tudi predpostavljamo, da ima vsak v sebi neko področje, ki ga dela za vrednoto na sebi. Skratka, človek kot vrednota na sebi. Iz tega potem izhajajo vsi koncepti človečnosti v smislu humanosti. Tudi tukaj kaže razlikovati med človeškostjo in človečnostjo, zato uporabljam ali pa zato vas opozarjam na to razliko. Človeško je pravzaprav vse, kar počnemo. Človeško je tudi to, da lahko nekdo pobije 30 ljudi. To lahko samo človek naredi. Toda človeškost je tisto, kar obsega vse, tako moralno, nemoralno, etično, neetično. Človečnost je pa seveda ideal tega, kar človek naj bi bil. Tisto, kar torej povezujemo z etosom. In glede na to, da se mi počasi najbrž čas izteka in da ne bi čez časa... Prosim? Imate par minut. Še par minut, hvala. Zdaj... Vas opozarjam, ne bodite tako velikodušni, da vam ne bi bilo potem žal, ko se bom razgovoril in ogrel, dosegel delovno temperaturo, potem bom težko nekaj.
ker je tem tukaj ogromno problemov, je toliko, da pravzaprav moram hitro skakati naprej in ne morem misli razviti. Navajen sem seveda, da imam 2 uri časa prešetenti, potem se lahko sprehajam, da stvari počasi tečejo. Tukaj to ni možno, vedno moram preskakovati. Še preden misel izpeljem do konca, zato da lahko povem tisto, kar mislim, da bi moral v tem kratkem času povedati. Ena zadeva, ki bi jo tukaj opozoril, je naslednja. To seveda pomeni, če izhajamo iz razlike med obema pojmoma etos, med tem človekovim, notranjim, ponotranjenim in družbenim, socialnim, kulturnim, da to pomeni, da človek lahko pogosto deluje etično in hkrati nemoralno, če z moralnostjo mislimo ta obči sistem. To pomeni, bolj konkretno rečeno, Sokrat je deloval etično. Deloval je iz pozicije vizije tega, kaj je dobro, iz ideala, ki je v meni. In je potem videl, v družbi pa se ta ideal ne uresničuje tako. Sicer se ustalive določene norme, to da te norme niti približno ne ustrezajo temu, kar naj bi bil ideal dobrega. Skratka, deloval je etično, ni pa deloval moralno, torej bil je nemoralen. Nemoralen je vsak tisti, ki se ne drži občih norm. Razlogi, zakaj se jih ne držimo, so različni, kot tudi izhodišča, iz katerih lahko kritiziramo neko moralnost, neko različno. In obratno, lahko smo moralni in neetični. To pomeni, da se držimo kot pijanec plota, običajev, bontona in tako naprej, tudi sami veste iz svojega življenja, da pogosto držati se nekih meril, posameznih okoliščin, pomeni nekaj slabega. Skratka, mi vsi poznamo zapoved, da ne smemo gledati. Ne laži je ena izmed glavnih moralnih norm v vseh religijah in tudi v sekularnem svetu, ki je neko pretežni del našega duhovnega obzorja. Toda v določenih okoliščinah držati se pravila, da ne smem lagati, pomeni popolno neumnost. Če skratka nek morilec ali pa nek človek za slabimi nameni vpraša mene, kje se skriva moja žena in jaz vem, kje ona je, vem pa, da ima slabe namene, bi bilo zelo neumno držati se pravila, da ne laže. Če bi bil čisti goli moralist, bi rekel, ja, lagati ne smemo, ja, moja žena se skriva tam, tam izvolite, ne smemo lagati, to pravijo vse norme. To je primer tega, da delujete moralno, ni pa to etično. Skratka, če bi to podvrgli neki širšemu razmisleku, potem bi ugotovili, da to nikamor ne pelje. Skratka, to je ta dilema moralnosti in na drugi strani etičnosti, notranjega etosa. In zanimivo je, da sam pojem etosa to v sebi že vsebuje. Le da o tem pravzaprav večina ljudi niti ne ve, celo filozofi se s tem ne ukvarjajo, je pa to vredno vedeti. Zanimivo zaradi tega, ker hitreje lahko ponotranjite osnovne dileme, ki so vezane na to, kar človek počne. In za konec minutko 2, svetovni etos Küng. Küng je zdaj nekdo, ki skuša v pojmu svetovnega etosa povezati, na nek način vzpostaviti neko osnovno mrežo temeljnih norm, temeljnih pravil, za katere velja, da so globalna, da so univerzalna. Sveta osnovnih moralnih načel pravzaprav, svetovni etos v osnovi izhaja iz moralnih načel, ki jih prepoznavamo v judovstvu, krščanstvu, islamu, budizmu, hinduizmu in tudi sekularni družbi. Ne gre samo za povezovanje posameznih religij, temveč gre za iskanje enotne platforme med religijami in tako imenovanim sekularnim svetom ali ateističnim svetom. Skratka, skuša povezati tako verujoče kot neverujoče, bi rekli. In te osnovne norme pri njem so spoštovanje življenja, prepoved ubijanja, kultura solidarnosti, resnicoljubnosti, pravičnosti in tolerance. Pa še seveda eno, ki potem morda ni tako univerzalno, enakovrednost ali pa enake pravice med moškim in žensko. To so osnovne norme svetovnega etosa. Zdaj, na prvi pogled, kot rečeno, so to moralne norme, to da hkrati ta koncept svetovnega etosa pri Küngu vsebuje tudi to, bolj ponotranjeno, drugo dimenzijo, bolj osebno, dimenzijo etosa. To sta pa 2 načeli pri njem. To je načelo dostojanstva, ki sem ga prej omenjal, z pozicije dostojanstva, šele pravičnost ima nek smisel ali pa solidarnost. Zaradi tega, ker je drugi dostojanstvo, ker ima dostojanstvo, ker je nekaj vrednega, moram biti do njega toleranten. Ker je drugi nosilec dostojanstva, moram v odnosu do njega ravnati pravično. V odnosu do kamna mi ni treba ravnati pravično, ker mu ne pripisujem dostojanstva, neke konstitutivne vrednosti. Tudi v odnosu do človeka to moram početi. Zato je dostojanstvo temeljno načelo, ki izhaja iz tega ponotranjenega in na tem temeljijo vse moralne norme, za katere lahko pravimo, da so globalne, da veljajo za vse, da jih lahko prepoznavamo v vseh religijah. In pa drugo načelo, ki ga še pogosteje srečujemo in zanj ga slišite, to je načelo zlatega pravila. Zlato pravilo pomeni obravnavaj drugega tako, kot želiš, da drugi obravnava tebe. Ali ne stori drugemu tega, kar ne želiš, da drugi stori tebi. In zanimivo, da to pravilo, tako imenovano zlato pravilo, ki ga je sicer prvi zapisal Konfucij, da ga najdete v vseh religijah. Dejansko v vseh. Ne samo monoteističnih od judovstva do islama, temveč tudi znotraj sekularne filozofije in sekularnih svetovnih
nazorov. Skratka, svetovni etos, če s tem končam, sebi skuša združevati, čeprav Küng tega ne tematizira, o tem ne razmišlja, to, da če podvržete to analizi, imate ta obči moralni spekter, ki pa mora biti globalen, skratka ne gre za neke samovoljne moralne norme, neke manjše skupnosti, temveč gre za tiste globalne moralne norme, ki jih dejansko prepoznavamo povsod, hkrati pa jih poveže z tem elementom človekovega dostojanstva, zlatega pravila in od vsakega zahteva potem neko prebujenost notranjega duha, zato da bi lahko tvorno, kot odgovorni in kritični član družbe sooblikoval to družbo, jo podvrgel kritiki tam, kjer si ta družba zasluži kritiko in jo sprejel v tem, kar je v tej družbi dobrega. Toliko zelo na kratko.